To soboto bomo namreč obeležili Svetovni dan gibanja in ne bo ga manjkalo tudi za voljo mednarodne konvencije. V Mariboru že 12. po vrsti jo namreč organizirajo in ni čudno, da je tudi zaradi tega Maribor zelo fit mesto. No, vsem tem z mojimi gosti, dobro jutro. Marko, za sam začetek 12. po vrsti, kot rečeno, vendarle je že kar dolga doba. Maribor, lahko rečemo, da je vedno bolj čvrst, tudi za voljo mednarodne fitness konvencije. Kaj ta prinaša, kaj ta ponuja? Ja, v sklopu športne pomladi nekako že partnerji od samega začetka. Na nek način tisti strokovni del oziroma zrcalo, vadbe, rekreacije, športa na malo drugi luči. Torej, tukaj ni tekmovanje, tukaj ni zdaj pridobivanje nekih trenutnih rezultatov in trenutnih dosežkov, ampak predvsem dobiti koristne informacije mogoče za svoje telo, za vadbo in tako dalje. V glavnem, sam petek kot takšen je namenjen izključno predavanjem, ki jih je ponavadi zelo malo v takih sklopih. Pomeni brezplačna predavanja za širše množice, lahko pride dejansko kdorkoli od mladostnika do naših najstarejših Mariborčanov, da mogoče slišijo aktualne novosti z področja športa, prehrane, dietetike in vseh takih rekreativnih oblik. O petkevih predavanjih bomo še kakšno rekli. Zdaj pa konvencija zveni po eni strani tako zelo strokovno. Mateja, komu je namenjeno? Samim trenerjem fitnessa, profesionalcem, polprofesionalcem ali vsakim, ki bi bilo dobro, da bi se spravil v kakšen fitness studio? Zdaj tako. Konvencija v prvi vrsti namenjena res tistim, ki se že mogoče ukvarjajo s tem, torej in tistim, ki so že na fitnessu, torej tako, kot si rekel, strokovnjakom, inštruktorjem, vaditeljem, ki želijo res nadgraditi svoje znanje in pridobiti nove izkušnje, in pa seveda tudi tistim, ki že so se vsaj malo spoznali z svetom vadb, torej pomeni kakšno je zumbe, aerobike, TNZ, vse te funkcionalne vadbe in želijo spoznati nove trende. Tudi njim je namenjeno, kajti če gledamo na to, pri nas, na primer, vadeči povprečno 2 do 3 krat na teden sigurno obiskuje take vadbe in je definitivno pripravljen na to, da se tudi udeleži tega dogajanja v soboto in nedeljo, pa tudi seveda petkovih predavanj. Naše gledalke in gledalci vidijo nekaj utrinkov z takšnih vadb, o katerih bo veliko slišati in videti tudi na sami konvenciji. Pa vendarle, prej sem na začetku omenil, da je Maribor tudi za voljo fitness konvencije vsako leto bolj fit. Vedno več vidiš ljudi, ki tečejo, ki se gibajo, ki hodijo na fitnesse. Kljub temu, da smo nekako prepričani, da v Mariboru gre vse navzdol, pa vendarle je to zavedanje vedno višje. Tudi Silva, vaše, morate se pohvaliti, da ste za voljo gibanja, sodelovanja tudi v projektu Kako fit je moje mesto, Kako fit je Maribor, izgubili 65 kilogramov. Res je. Zakaj ste se odločili, da je treba zavihati rokave? Enostavno zdravje ti več ni dopuščalo, da bi se normalno gibal, kam, mislim, da bi hodil na fitness ali se ukvarjal s kakšnim športom, pa sploh ni bilo več možnosti. S sabo ste prenesli tudi hlače, ki so vam pred 5 leti bile celo preozke. Vam lahko pokažete, kakšna je razlika izpred 5 let in pa danes. Takole 65 kilogramov je splahnelo za voljo gibanja in seveda odločnosti. Je naporno ali pa težavno izgubiti. Konec koncev ne gre čez noč. Ja, enostavno ni. Ampak dejansko sem prej izgubila 65 kilogramov, kot jih dobila. To pomeni, da je kar nekaj let bilo prigaranih, da si dobil te kilograme, ampak potem, ko se zavedaš, da to ni v redu, se odločiš za drugi način življenja. In to je danes moj način življenja, 2 do 3 krat na teden na fitness, pilates, 2 ostale vadbe, ki so temu primerne. In to je rezultat. Marko, zakaj je pomembno gibanje? Konec koncev, vedno znova o tem govorimo, vedno znova sam pri sebi, naprimer človek reče, jutri pa začnem, jutri pa začnem, jutri pa začnem. Podobno je, imate zelo dober avto in nam stoji v garaži in ga ne uporabljate. Kaj vam koristi ta avto, če je recimo kakršnakoli znamka?
Kdo nas naša telesa? Naša telesa so dovršen mehanizem, ki pa, če se ne uporablja, zakrni, zarjavi. Zakaj pa fitness? Zakaj, na primer, dvigovanje uteži? Zakaj nekako razvoj celega telesa? Nekako se rečemo, ja, bom začel, ko se bo utoplilo tekati, ali pa potem bo čas za tenis, za badminton. Zakaj fitness? Zakaj telesna vadba? Javnosti, seveda, in tudi strokovni javnosti, predvsem pa tudi javnosti, je vedno bolj jasno, da dejansko zdaj sam fitness ni več fitness v smislu dvigovanja uteži in pumpanja mišic in kakršnega koli Conanovega izgleda. Pomembni je razvoj motoričnih sposobnosti, pomeni vseh naših telesnih sposobnosti, ki jih imamo. Tako kot je na nek način moč, vzdržljivost, eksplozivnost, gibljivost in vse ostalo, pomeni, na vse to moramo vplivati. In je pa res, da pa na to lahko vplivaš samo takrat, če res nadzorovano želiš razvijati te sposobnosti. Pomeni, z tekom ne razvijaš vseh teh sposobnosti naenkrat. Rabiš dodatne aktivnosti. Z drugimi športi, ki so spet usmerjeni ciljno nekim določenim rezultatom, in to je ponavadi čas ali pa premagati koga, so usmerjeni določenim rezultatom. Pri takšnih oblikah vadbe pa je usmerjeno torej samo tvojemu telesu in tvojemu ravnovesju v telesu. In to nekako dosežemo v teh okoljih in s takšnimi programi, s takšnimi konvencijami in z tem, ko želimo pokazati, kako fit je mesto. In ravno zdaj je tudi pravi čas. Mislim, da bomo videli tudi podatke zadnje raziskave, kako fit je moje mesto, koliko je bilo izgubljenih kilogramov. Pa mogoče to ni tako pomemben podatek, bolj je to, koliko je bilo pridobljeno mišične mase in koliko ljudi se je dejansko vključilo. Tudi zdaj je čas za prijavo v sam projekt, kako fit je. To je raziskava, na katero smo res ponosni. Tretjo sezono zdaj že poteka in verjamem, da je to komaj začetek vsega. Vedno bolj postaja vse slovenska, nekako tudi v Evropo prodiramo z njo. Samo število udeležencev in obiskovalcev iz leta v leto se veča, kar pa pokaže, da dejansko je interes po gibanju in je želja po gibanju. Ljudje se samo tega bojijo. Ne vejo, kako pristopiti. Do kdaj je čas za prijavo? Ponavadi rabimo, da nas nekaj žene, da imamo za sabo nekoga, ki nas na pol biča, da se spravimo zraven gibanja. Na fit-mesto.si je prijavnica. Prijave se zbirajo do septembra, praktično celo poletje, že zdaj se je začelo, že zdaj so kar tisti prvi navali in na nek način za zelo simbolično ceno se dobi strokovnjaka, s katerim si 5 tednov nadzorovano voden. Pomeni stestiran na začetku, voden z različnimi oblikami vadbe, pomeni ne samo ozko določen del in določen segment, zelo široko, seveda odvisno od želje in od potreb in od na nek način zmožnosti posameznika, časovnih in tako dalje. In potem seveda na koncu testiranje. In ta testiranja in ti rezultati so pa potem tisto, kar nam pa dajo te zanimive rezultate, s katerimi nas tudi pozdravlja Evropa. In kar žene dalje. Sicer pa konec tega tedna možno preveriti tudi na fitness konvenciji v Mariboru. Kot rečeno, številna zanimiva predavanja in izkušnje bo možno pridobiti tiste prve, za tiste, ki bi radi resnično zavihali rokave. Hvala lepa, uspešno se vidimo tale konec tedna na številnih lokacijah. Podrobnosti pa na fitness-konvencija.si. Takole, žal se je tudi naš čas iztekel, kot je običajno prehitro pri teh stvarih.